No in evro je od 1999. leta izgubil več kot 90%. Ni šla cena zlata gor, ampak je vrednost denarja upadla. Če imaš ti pozitivna prepričanja o denarju, imaš v povprečju več denarja. Bitcoin je najbolj miroljubna valuta, prav Andrej. Strategije nisem imel načrta. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, in zopet smo z vami danes v ekskluzivnem dogodku, podcastu, ki ga danes delam z mojim gostom Petrom Slapšakom. Naj kar preberem, direktorjem podjetja Elementum, ki ga vidim vse posod po internetu. Hvala. Vizionarje na področju naložb v plemenite kovine in izkušenega vodjo v finančni industriji z več kot 15-letnimi izkušnjami v financah in desetletjem posvečenim naložbam v zlato in srebro. Peter stoji na čelu, kako posamezniki ter institucije razumejo ohranjanje vrednosti premoženja in dolgoročno razporejanje sredstev. In kot vidim, si svojo kariero posvetil izobraževanju vlagateljev v neke brezčasne vire, se mi zdi nekako, kot ti praviš. Ja. Njegovo delo premošča vrzel med tradicijo in inovacijami in dobrodošel, Peter. Hvala lepa za povabilo, Srle. Ja, a veš, tako kot sem rekel, danes imamo nekako odprti format, jaz sem si vseeno malo pripravil, ampak sem hotel narediti to kot pač en čist navaden pogovor. Super. Jaz namreč zdaj sem na misiji, verjetno tega ne veš, ampak sem pač kot podjetnik prišel do tega, da želim investirati denar, oziroma da ugotavljam, da se denar dela tudi z denarjem in ne nujno samo z podjetništvom ali pa z skaliranjem recimo dela. Tako da eden od sredstev, ki nekako ljudje mi pa rečejo, da pač ga imajo v portfeljih ali pa generalno se ali naslišam, ali kakšni strokovnjaki o tem govorijo in tako, kar rečejo, da za zlato pa za srebro, ampak v bistvu To je vseeno za dosti ljudi še malo kar nekako ena neznanka in pač moja ideja je bila tebe povabiti kot nekak strokovnjaka, da mi da malo to razbliniva, čisto na en tak preprost način. A si za? Odlično. Mogoče bi tudi tukaj dodal, hvala, da se tudi še kdo drug ukvarja z, finančnim opismenjevanjem, ampak sploh o govorjenju o financah, na tak bolj preprost način, ker mogoče danes sem se vrnil iz Maribora, ki sem imel v enem podjetju predavanje in sem začel bolje mogoče 1 uro govoriti o denarju, k 160 ur na mesec trdo delati za njega, To je dobro, ja. In se mi zdi, da je to v redu, še posebej, ker stvari se zelo hitro spreminjajo. Če pogledamo 10 let, 20 let nazaj, so časi čisto drugačni. In če pogledamo, kaj bo čez 10-20 let, mislim, da je zelo dobro, da se precej pogovarjamo o denarju, o premoženju, o zaščiti premoženja, o tveganjih, o stroških, skratka o tem, kako tudi prevzeti odgovornost za svoje finance na sebe, ne pa na druge, naprimer na državo, da bo poskrbela za naše penzije, pa na naše starše, pa na direktorje v podjetjih in tako naprej. Tako da to se mi zdi zelo pomembna tema in zato smo si tudi v Elementumu izbrali za vizijo, da želimo, da Slovenija postane finančno najbolj pismena država na svetu. Ja. To se mi zdi pa ful the best ideja in v bistvu tudi misija in nekako to je poravnano absolutno s tem tudi, kar jaz nekako v tem trenutku počnem. In v bistvu se direkt ukvarjam prav z konceptom finančne pismenosti / nepismenosti in začne se v bistvu pravzaprav tudi že nekako pri meni. Pa sem podjetnik, pa marsikaj, zakaj ima to veze, če si podjetnik? Zato, ker sem primoran malo vedeti o financah, o marketingu, o nabavi, o inženiringu, o logistiki, s čemerkoli se že ukvarjam. Praktično vsem, ampak v bistvu prej taki stvari, ki si rečem, počakaj malo, se ni tak problem narediti en portfelj, če ti nekdo reče, na kakšen način ga moraš v bistvu narediti. Tako da, nisem niti načrtoval, da boš to temu odprl, ampak mi je to v bistvu še boljš, kakor da se predspoženeva v zlato. Ja, za zlatom. Daj mi še malo to povej, kako bi pa vi to dosegali? Realno v bistvu moramo tako gledati. Vemo, da danes je ponudbe, kam investirati svoj denar, po moje, največ v zgodovini. 100,000 različnih možnosti je, kam lahko investiraš denar, ampak tukaj velikrat podležemo temu, da želimo zelo na hiter veliko zaslužiti. Potem pridemo do tega, če že nekam vložimo,
pol pa rabiš denar, ne? Pol se pa doskrat zatakne, ja, a bom jaz res prišel do tega denarja, ne? In tukaj je pomembna v bistvu likvidnost, da ti res lahko to, kar kupiš, tudi kadarkoli odprodaš, ne? Potem naslednje absolutno stroški in pa ne nazadnje tudi davčni vidiki vseh naložb so pomembni, ne? Tako da tudi moramo vedeti, da vsaka naložba ima svoje prednosti pa svoje slabosti, ne? In ravno zaradi tega tudi mi vidimo plemenite kovine, zlato, srebro kot en del premoženja v svojem portfelju, ne? Absolutno mora imeti svoj namen, svoj zakaj in za koliko časa in na kakšen način, ne? Tako da lahko rečem, ne želimo se v druge naložbe vtikati, želimo biti strokovnjaki na svojem področju plemenitih kovin in tukaj lahko rečem, da smo strokovnjaki ne samo v Sloveniji, ampak v evropskem merilu. Za ostale naložbe so strokovnjaki drugi. Verjamem pa, da v bistvu vsaka stranka ali pa vsak posameznik bo naredil pa najboljš, če bo imel, bom rekel, razpršeno premoženje, ne? S tem povečuje varnost ali pa donosnost ali pa, bom rekel, se zaščiti pred riziki, ne? Pa še dobro, da te imam danes le, ne? Hvala. Izžel vse to znanje in pač probal najnim gledalcem nekako to na en preprost način prezentirati. A veš, jaz recimo tako sem v to naložbeno zgodbo vletel čist preko produkta, ki sem ga kreiral. A veš, nisem namensko prišel, ok, zdaj se bom ukvarjal z naložbami, ampak po nekem slučaju, a ne? In ker so ljudje prišli not v kripto, kot sem tudi sama, ne, je bila naslednja potem v bistvu vprašanje, kako čem se obrniti, kaj moram v bistvu narediti, ne? Pa sem v bistvu začel dojemati, ne, čakaj malo. Dosti ljudi, in to sem tudi v bistvu ugotovil, ne, skozi podatke, ker mi imamo zdaj nekje nepomljeno, mičken že celo večkrat pomljeno uporabnikov. Čestitka. In je to v glavnem centralna vzhodna Evropa. No, in večina ljudi tako, vse, morda bom rekel, najbolj zasledim pri nas, ker tudi razumem jezik, verjetno, ne, da ljudje dojemajo to investiranje, kot je to ena loterija. Veš, kot nek gamble, ne? Da je ta primarni, se pravi, naše znanje trenutno je na nekem nivoju, v kaj ne jaz dam, da se bo to meni nekaj podeseteralo ali pač ne vem kaj, ne? Ampak in to se meni zdi čist zgrešena filozofija, ampak jo razumem. Razumem, da ljudje na to tako gledajo in posledice so pa potem, tako kot si rekel, ali likvidnost, ali neke stvari se zgodijo, ali davki, ali napačno je nekdo not vstopil in seveda bo utrpel neke posledice tega, ne? Ampak teh posledice se pa ne jih pa ne zaveda. Ne? Tako da, kako ti dojemaš zdaj to, ker si pa že toliko časa v tem opismenjevanju in kako recimo dojemaš to, a tudi ti vidiš to odnos, da je večkrat je to gamble, se grejo kakšni ljudje to. Zelo zanimivo, res mi je všeč, da smo v bistvu danes skupaj. Jaz dojemam pa to čist kontra, ne? Zaradi tega, ker v bistvu ti si povedal z perspektive tvojih strank, recimo, ali pa tvojega segmenta, ki jih poznaš, verjamem zelo dobro. Recimo z našega segmenta vlaganja v zlato, srebro se pa ljudje v bistvu vlagajo to bolj kot ne z motiva zaščite in varnosti. Ne? In ne vlagajo to, bom rekel, kratkoročno na 3 mesece in let, ampak dejansko, ne vem, tudi mi to priporočamo od 3 do 5 ali več let. Ne? To ne pomeni, da ne morejo jutri odprodati naložbe, ki je danes kupijo, ne, po domače rečeno, ampak recimo percepcija vlaganja v zlato, srebro je res una varnost. Ni donos v prvi meri in tudi mi ne želimo v bistvu, da stranke kupujejo zaradi donosa, ampak zaradi zaščite premoženja. Pa mogoče čistko par zanimivih podatkov povedal. V zadnjih 15 letih je recimo povprečen donos v zlatu in srebru cirka 8 do 10% na leto. Ne? To se mogoče lahko nekomu, ki percepira... Oprosti 10. 8 do 10, ja. V zadnjih 10 let si rekel? 15. Aha, 15. Ki percepira mogoče naložbo v kriptovalute čist premalo, ne? Ampak če to gledamo, pa uporabimo obrestni izračun, je to v bistvu zelo lepo. Ampak a je to veliko ali malo, je pa spet vprašanje, s čim primerjamo, ne? Če primerjamo z inflacijo, statistično, lahko rečemo, je kar dober, ne? Kar super v bistvu, ne? Ja. Ohraniš, se pravi, ti, ki si rekel zaščito, si mislil verjetno prezervacijo. Tako, ja. Okay. Ohraniš. Če primerjaš to, kakve so bile v zadnjih 15 letih obresti na banki, je tudi to zelo dobro, ne? Če primerjaš, kakšna je bila realna inflacija, ne statistična, ne?
smo že malo manj, bom rekel, toliko vrhunske, oziroma so druge naložbe malo depozit ali pa denar doma manj donosne. Ne? Ampak kar bi hotel povedati, ne, mislim, da če bom dal prav podatek, 5 največjih bank v svetu je v zadnjih 13 letih dalo na trg v povprečju več kot 10% novega denarja. Ne? M0, M1, to so ti bančni agregati, M2, M3 v bistvu niti ne merijo več. Pravi, da zaradi stroškov, ampak mislim, da razlog je en drug. Se pravi, v principu je zelo velika korelacija med printanjem denarja in pa v bistvu vrednostjo zlata in srebra, recimo. Ne? To je ena taka zanimiva stvar, tako da lahko rečem, da dejansko zlato sploh še ni kakšen velik skok naredilo, ker zdaj po enem letu recimo malo več govorjenja tudi v medijih po svetu ali pa v Sloveniji o plemenitih kovinah. Še zmeraj mislim, da so plemenite kovine ekstremno pocenjene, še posebej pa srebro, ki je pa ena posebna, ekstremno zanimiva zgodba. Čak, sem ne vsega izdati, čak da malo čas. Čak, nismo, ti že kar zdaj, veš? Lahko enemu podcastu vse poveva, ne? Ja, lej, bo naredila mogoče en teaser, ene teme pa če obdelala, pa kar bodo ljudje recimo rekli, da jih še bolj zanima, pa v nadaljevanju lahko še bolj obdelujemo, veš? Ja, fajn. Sem zelo vesel, ja. Ok, zdaj si kar veš kaj, zapisujem si, zato ker ali je nekaj povezan z mojimi vprašanji, ali pa v bistvu potem lahko nazaj referiram. Ok, zdaj se mi je zdela ena, veš, ok, se pravi, donosi zadnjih teh let, kot si rekel, 8 do 10%, naprimer, čistko, če ne vlečem iz teh vprašanj, ampak neko paralelo s tem, kar smo se do zdaj pogovarjali, do zdaj z gosti, na ETF-ih so neki ti donosi dosti podobni, bili na nekih globalnih, idemo reči povprečnih nekih ETF-ih in seveda zdaj naprej se govori, ja, pa ne, pa mogoče zdaj ne bo to, ker bo veliko ljudi prišlo noč, se bo ti donosi mogoče malo zmanjšali, ker ne vem zdaj, ampak to je vse, bi rekel, bolj neke špekulacije, ne vem, je zdaj to res ali ni. In ful mi je zanimivo to, da si rekel, da je to printanje denarja zares povezano potem nadaljevanju tudi s ceno zlata, oziroma kreacija novega denarja, oziroma izdaja novega denarja povezana z ceno zlata. Na kakšen način si mislil, da je to povezano, oziroma kako ti dojemaš to? Korelacija, ne, se pravi, tukaj gledam izključno številke, ne. Nominalno, ne, se pravi, če se je količina denarja povečevala za recimo 10% na leto in podobno tudi, da se je vrednost zlata ali pa srebra povečevala podobno, pol obstaja nek odnos verjetno med njima. Ne? Sej je, bom rekel, tudi inflacija v zelo veliki korelaciji, se pravi z zatiskanjem denarja. Ne? In v bistvu ne 1:1, da je, če v enem letu poveča za x, da bo pol tudi isto leto zlato zraslo ali pa inflacija višja, ampak recimo dva zanimiva podatka. Sprav, evro letos praznuje 25. obletnico. Če veš, oziroma veste, ne? No, tega nihče ne praznuje, mislim, pa zelo malo. Moramo pač obeležiti ta dogodek. Ja, bomo raje drugo leto 26. letnico. Ne? No, ampak kaj je zanimivo, ne? Se pravi, a imaš občutek, da je vrednost evra, se pravi, da si za 100 evrov pred 5 leti kupil več ali manj? Ja, to je retorično vprašanje. Ja, ne? Pa kaj misliš, a boš čez 5 let kupil več ali manj? Mislim, da je enako retorično vprašanje, glede na to, da spremljam, pač veš, sem toliko star in imam zdaj neki časovnice in vem, koliko je kruh stal. Recimo, mi smo v srednji šoli, se spomnim, za $50 kupovali sendvič. $50, to je bila žemlja, pa 5 dek posebne. Ja. Pa za $5,000, ne, smo šli lahko fajn ven ga žurati. Ma kakšen 5,000 za jurja si šel ven, ne? Konkretno, ne vem, da že tako, ali pa če si imel 10 evrov, to je bilo že, wow. Ja. Pa tu v bistvu, če tako pogledaš, manj kot 50 evrov, to je bilo 40 evrov. Koliko je bilo? Ja. Tečaj je bil 2,39. Ja, celo 40. Se pravi, celo 40, se pravi, če si recimo pojedel za $50, je to pa glih ena, kaj je to, praktično manj kot 50, 25, 30 centov tam. Ja. Ne, mislim, nič. No in evro je od 1999. leta zgubil več kot 90% glede na zlato. Ne? Da mi še enkrat to lepo je, da dojamem. Okay. Se pravi, evro je bil ustanovljen 1999. leta. Okay? Njegova kupna moč glede na zlato
je nižja za 90%. A mi lahko to pojasniš, da bolj na nek plastičen način? Ok, reče tako. Se pravi, če je bila Po vrednost... domač, veš, koliko da se zdaj če je na bila kavici. vrednost zlata, zdaj bom zelo zaokrožil, rečemo, ne, vrednost zlata $250 ali pa reče 250 evrov za eno unčo. Ena unča je 31 gramov. Če greste zdaj pogledati, ta vrednost zlata več kot 2500 evrov, ne? Okay. Štekam, ja. Se pravi, 10% lahko danes kupimo za isto vsoto denarja zlata. No, vprašanje je pa, koliko s tistimi 2500 evri pa lahko danes kupaš. A ne? Ja, zaradi tega, to je pri zlatu, ne? Ampak tudi druge, bom rekel, dobrine so ugotovila, ne? Ja. Žurac smo šli lahko za en denar, danes gremo za drug denar, ne? Ja. So šle gor, ne? In v bistvu to je, kar hočemo tudi strankam povedati. Ni šla cena zlata gor, ampak je vrednost denarja upadla. Ne? Se pravi, če se zdaj sprašujemo, kaj bo jutri, ne? A verjamemo, da bo vrednost denarja rasla? Ne, nikoli ne bo rasla, po mojem, vrednost denarja. Če ne verjamemo, ne? Pol je dobro v bistvu razmišljati, kako se bo zaščitil. Ja, kako pa lahko verjameš, da bo vrednost denarja rasla? Jaz ne verjamem. Mislim, ker jaz z vsemi, ki se pogovarjam, v bistvu kupna moč denarju pada skozi druge, v bistvu glede na ekonomijo pa sistem, ki imamo zastavljen, ne more drugače biti, ali kaj? Ja, vse to. No. Na faksu so me naučili, pa tako, ko sem bral, da priporočajo, da imamo 2% inflacijo. Ne? Da sistem laufa. Ne? Ampak se pa sprašujem, pa tudi drugi se sprašujejo, zakaj je to dobro, ne? Pa zakaj, da se dodatno tiska denar, ali da države lahko tako počasi svoj dolg, kjer se zadolžijo, razvrednotijo, ne? Ampak a je to dobro? Za koga je to dobro, ne? A si se kdaj sprašal? Sem se, ja. A je dobro v bistvu, da ljudem kupna moč njihovih plač upada? Ja, ali pa prihrankov, ne? Ja, a je dobro, da 1% prebivalstva ali pa 0,1% prebivalstva ima večino premoženja? Ni dobro, ne? Se pravi, ali bi bilo lahko tudi drugače, oziroma lahko tako rečemo, mi ne moramo na to vplivati, ne ti pa ne jaz, globalno, ampak lahko se pa sprašuje, kako se proti temu, bom rekel, zaščititi, ne? In z mojega vidika, jaz vidim to zaščito v plemenitih kovinah, ne? Z tvojega vidika pa v kripto, ne? Ker vidim, kako ljudje reagirajo, bom rekel, zakaj vlagajo v kripto, ne? Bom tudi tebe pol vprašal, ker me res zanima, ne? Kjer so ti glavni motivi. Jaz mislim, da ni samo zaslužek motiv, ne? Zakaj vlagajo v plemenite kovine? Ni samo zaščita motiv ali pa zaslužek, ne? Je po mojem mnenju še veliko več. Ne? In to je v bistvu v tem, da ljudje čutijo, zavestno ali nezavestno, da nekaj v tem trenutnem sistemu finančnem ni v redu, ne? V svetu. A pa se ne počutijo varne, a ne? Recimo tisti koncept penzije je zdaj vprašanje, kako, ker je bilo to govora v času o tem, da bo neka penzija bila, zdaj pa smo že pri tem, da v bistvu se sploh o tem več niti ne govori. Ja, se mi zdi, veš? Si opazil, ni teh zgodb več. Ja. Ker so ljudje nekako sprejeli, ma kakšna penzija, to je že tako, kakor normalen, ne? Se mi zdi pri ljudeh, a ne? Ja, pa ne pri vseh, ne? Ne. Pri mladih, po mojem mnenju, se vedno bolj zavedajo, ne? In bom rekel, tudi probajo nekako reagirati, vključno z novo tehnologijo. V principu je, verjamem, kripto zelo dobrodošel instrument ali pa način, ne? Seveda je više rizičen za določene stvari, ne? Pri plemenitih kovinah smo pa mi probali nekako združiti, se pravi, tradicijo z inovativnostjo, ne? Ali pa s tehnologijo. In v bistvu tukaj lahko rečem, da zelo dobro, po mojem mnenju, ljudje to sprejemajo. Še vedno je zelo velika percepcija, da moraš imeti ogromno denarja, če želiš kupovati plemenite kovine. Se bo od tega danes vse dotaknilo. Ful dobro. Tako da to je pa na nas, da znamo v bistvu čim bolj razložiti, kako kupovati plemenite kovine, na kaj biti pozoren, da
je pomembno, da govorimo o fizičnih plemenitih kovinah. To so ful dobre, že kar dobre te stvari, tako da tema je široka. Ja, no sej, lej, to je ful the best. Zdaj, recimo, veš, za inflacijo, ki si prej omenil, pač to vem, da smo že večkrat govorili in se upravičujem, ker zdaj to že gledate, ne tretjič, ne. Ampak tlele, recimo, ko se pogovarjam z ljudmi, je malo tudi neka šola miselnosti, a veš, je tlele pa nekaj več taborov, a veš, imaš recimo lahko nekoga, ki absolutno verjame v Bitcoin kot digitalno zlato in kakršna koli inflacija je nesprejemljiva ali pa devaluacija česarkoli. Medtem, ko pač na drugi strani ljudje, ki so šolani v tradicionalnem nekem okolju, pa imajo v bistvu to miselnost, ne, inflacija dobra stvar je kot neke vrste olje, neko mazilo, da je v bistvu, ki poganja to ekonomijo. Ja. Tako da jaz v bistvu razumem oba pogleda in zdaj, ko so zame je bil, bom rekel, kripto, bom rekel, ko se reče, nogo, da daš med vrata, ja. Nogo med vrata, nekako v svet, zatič nekako v svet naložb in veš, v bistvu kripto za mene ni edini odgovor. Kripto je eden izmed odgovorov za mene. In pač tako, zelo veliko se pogovarjamo o risk managementu, o tem, kako na ljudje investirajo, ker smo v bistvu seveda dojeli, da ne obstaja pozitivna korelacija med količino tradanja, to, kar se ljudje dosti, jaz bom trader in performansom, oziroma je zelo pogosto nasprotno korelirana. Večkrat se ljudje ukvarjajo s tem, več kot to tradejo, več nekaj po domač prčkajo, bolj gre vse v franže. Stroški, na drugi strani čustva. Točno to. Ampak o tem smo tako že ful v bistvu govorili. Ne? Point je to, da na koncu je sprejem do tega čaki, da v bistvu ti se moraš diverzificirati verjetno na, to je nek moj pristop na kripto, na ETF-e, oziroma morda posamezne delnice celo, ampak za večino bi rekel ETF-e in na plemenite kovine. Zdaj, v kakšnem razmerju pa se to mora dogajati, to je pa verjetno odvisno od ciljev in starosti posameznika in ciljev in starosti posameznika, bi rekel. Ampak ne vem, zdaj nisem še do tja prišel in generalno jaz poskušam narediti tako platformo, kjer bom vse te sredstva tudi ponudil na enem mestu. Zakaj? Ker ravno iz razloga, ker 120 milijonov vzhodnih Evropejcev drži večino svojih privarčevanih evrov sredstev na bančnih računih iz razloga, ker ne vejo, kaj narediti, ne vejo, kaj investirati, strah jih je, imajo veliko željo. Prej si me sprašal, kaj je cilj. Ne samo povečanje njihovega premoženja, ampak tudi otroci, mogoče neka bodoča nepremičnina, avto za otroka, veš, imaš različne situacije, pokojnina, lepše življenje v starosti, imaš karkoli, mislim, ljudje za vse živo nekako imajo v mislih, ne? Bom probal po vrsti, ker ful dobro imaš izhodišča. En nemški pregovor pravi hin und her mag die Tasche leer. Sem ter tja ti sprazni žepe. Ne? In v bistvu, zakaj ne? Zato, ker verjetno vsaka finančna transakcija ali pa karkoli drugega nosi določene stroške. Ne? In če ti skozi predstavljaš, kje pa not, bo že zaradi tega na slabšem. Tudi če je določen donos dosegel. Enako velja pri zlatu, srebru, skladih povsod, po mojem mnenju. To je ena zadeva. Druga zadeva, poleg premoženja, ki ga imajo, kakor si naštel na bankah, delnicah, ETF-ih, kripto, v bistvu večina premoženja v nepremičninah. Ne? Pa meni se zdi to čist v redu, ker to je lastniška nepremičnina in v Sloveniji nas je to že dostikrat rešili pred, bom rekel, bankrotom naroda, praktično lahko rečem. Kako so na koncu ljudje imeli kje za živeti? To plus, če bom rekel, velika inflacija, vse nepremičnine tudi ohranjajo kupno moč. Tako da in ostajajo razmerja, pač razmerja med hišo pa stanovanjem z 2 sobama je ponavadi vedno enak, ne glede na vrednost denarja, če tako gledamo. In pa zelo se strinjam s tabo, zakaj je še vedno toliko sredstev finančnih na bankah. Pa čisto zaradi tega, ker ljudje prvič ne želijo, da njihova vrednost upade, ne? To je največji, po mojem mnenju, strah, pa ker nimajo druge alternative, kjer bi se res dobro počutili. Ne? To pa je absolutno zato pomembno finančno izobraževanje, opismenjevanje ali pa v bistvu spoznavanje drugih vrst naložb, zato ker ko si ti bolj siguren, lažje potem se odločaš. Ali pa ko imaš več informacij, se lažje odločaš. Tako da z tega stališča se mi zdi pomembna tema širše gledano.
Definitivno, recimo jaz, ko se malo z mlajšimi pogovarjam, v kaj bi jaz investiral, jaz praktično rečem, nima niti veze kaj. Ker ti tako mlad, da je vse in karkoli že, da pa se bo z tega verjetno nekaj nastal. Pa tudi, če ne bo, v bistvu si še tako mlad, da boš pač lahko zaštartil pri 30-ih, veš. Mislim, in boš še vse 15 let pred mano Ja, v igri. In time in the market beats true. everything. Se pravi, čas v trgu, a ne, koliko časa si v njemu, je boljš kot kjerkoli strategija generalno. Res je. Tako da ja. Recimo tudi zelo pomembno je, kakšno imaš ti prepričanje o denarju. Zakaj? V bistvu tudi danes, recimo v Mariboru, ki sem bil na predavanju, sem zastavil vprašanje, pa mogoče bi tudi tukaj poslušalcem, dajte si sami odgovoriti, ne nič razmišljati, naredite, bom rekel, odgovor v glavi, ne? In zaključite stavek. Denar je. Bogati ljudje so. Če bi obogatel, bi. Ne? In tukaj je zelo zanimivo, kakšni so vaši odgovori. Pri enih so pozitivni, denar je energija, omogoča mi, da si privoščim stvari, ki jih ne morem, bom rekel, si privoščil. Če bi obogatel, bi potoval, bi srečal druge ljudi. V tem kontekstu bogati ljudje so res ljudje, ki imajo širino, ki so se veliko naučili, da so prišli do bogatstva. To je ena stran, druga pa, ki je stopa, denar je sveta vladar. Denar je pokvarjen, denar, bom rekel, te naredi slabega. Bogati ljudje so sami prevaranti. Vse slišam. In s tem mi v bistvu vidimo, kakšni so naša globoka prepričanja o denarju. In raziskava je pokazala, če imaš ti pozitivna prepričanja o denarju, imaš v povprečju več denarja. Kot če imaš negativna prepričanja. In v bistvu vse je res, če imaš ti prepričanja v družini, da družina je nepomembna, z punco, ki si, da vsaka punca, da te je prevarala, se ti je res zgodil. In enako je rekel o denarju ali pa o čemerkoli drugemu. Se pravi, vprašamo se zdaj, pa imamo korak nazaj. Doskrat je tako, a smo mi res krivi, da imamo taka globoka prepričanja o nečem. Recimo o denarju so nas lahko recimo starši tako naučili, ker so imeli oni take izkušnje. Lahko so nas učitelji naučili tako, Lahko smo imeli mi kakšno slabo izkušnjo in pol vlečemo ta slaba prepričanja o denarju, o bogatih ljudeh, o podjetnikih in tako naprej. Se pravi, se moramo vprašati, a je to dobro za nas, če imamo taka prepričanja in reči, od danes naprej pa jaz spremenim moje prepričanje v bistvu o denarju in te videli, da se vam bojo v bistvu stvari začele drugače obračati. Probajte, Jaz sem začel tako malo bolj se ukvarjati s temi naložbami, ker sem razvil storitev in pa sem začel DCA-jati, in to je pa zdaj že, kaj bomo rekli, 6-7 let bo, veš? 6-7 let je pa kar. Doba že, Samo trenutek, prosim. Škaj, sem tehnično zadevo eno rešil. Oprost, kje so bila midva zdaj? Kaj sem imel misel? O denarju, globoka prepričanja. Ja, točno, se pravi, jaz sem začel sem nekako pravzaprav DCA-jati, se pravi, da sem redno investiral, čisto zato, ker sem testiral našo storitev in potem se je meni zgodil, da tudi v startu sem tako kot verjetno čisto vsak, ki je prišel v kripto, vse levo pa desno, pa malo po vohu, pa z vohu, tako kot si rekel, mahdi ta šeler, In v bistvu sem doživljal to, ampak sem jaz to pri sebi na nek način dokumentiral, veš, in sem dojel, in v bistvu ni me bilo sram teh čustev, ampak sem prodal, kaj sem en loser, da sem tle zgubil, kaj sem dober, kaj sem zaslužil, nisem zaslužil, če nisem prodal ali pa nekaj v evro ali kakorkoli. No, ampak pa sem pa časom dojel, ta denar dejansko res lahko nekaj dela denar. In potem sem se malo dotaknil še ETF od delnici, ne veš, ko vidiš prvič, da se ta nekaj dogaja, pa to niso zdaj neki bajni zneski, nija niti veze, kakšen je znesek, point je v bistvu v procentu, ki ga ti denar naredi. In sem si rekel, pa čakaj malo. In isto sem razmišljal kot ti, naprimer, vezan, da recimo 80% donos karikiram letno, in če ga imaš skozi, in če je obrestno, to pa računaš, čakaj malo. Koliko rabim jaz denarja, da se začne to obrestovati na način, da imam jaz potem na letni neki ravni toliko denarja, kot sem ga nekako, s katerim lahko na letni ravni preživim. Koga pa jaz v bistvu rabim imeti in lahko prideš do številke. Veš, in potem lahko prideš do cilja. Cilj, točno to. In ko imaš cilj, pa reči,
čakaj, bomo mi podjetniki do groba ali bomo lahko mogoče v bistvu tudi kaj poinvestirali, pa nekoč nek drugačen življenje živeli, a veš. Tako da moji starši so bili zelo delovni. Bom rekel, veliko so me tudi naučili. Ampak nikoli pa niso vedeli, kaj preveč, da bi rekel, o financah ali pa investiranju. Veš, tega me nisem naučil. Čeprav sta oba univerzitetno izobražena, veš, bila starša. Ampak, veš, mama je bila arhitektka, oče je bil profesor filozofije, sociologije, nisem dobil tega znanja, ker ga tudi oni niso dobili. Ne? In potem, recimo, ko sem jaz letel v investicijo, pa se je nekaj začelo dogajati, recimo, pa potem neki paci so pa še te emocije, ki jih jaz nisem znal seveda pravilno handlati, ker nisem imel načrta. Vsaj prvič ne, a ne? Ne, prvič ne, ja. Poznaš, ne? Ja. Pol pa že se naučil kaj verjetno iz tega in pol to nadgrajuješ vsako. Ja, in zaradi tega tudi tukaj sedim jaz z ljudmi, ki veliko več vejo o tem od mene ali pa se veliko dlje s tem ukvarjajo. Zato, ker mene zanima, kako to počnejo, na kakšen način to delajo, ker jaz tudi imam cilj ljudi finančno opismenjevati oziroma želim, da se jim to izboljša. Ker se jim dejansko lahko izboljša življenje na boljše. A veš, in zdaj, tisti, ki si rekel odnos do denarja, ne na teguni. Ja, na teguni, zato ker tudi mogoče sem jaz rekel, ni na teguni. Zato ker je bila neka schema, v katero sploh ne bi smel nikoli niti iti. Ker nisem veril, da take scheme niso dobre. Kaj ne veš. Ja. Kaj ne veš, ne? In pač poskusiš. Tako da, evo, za mene je bil recimo ta kripto nek pohod v svet naložb in v bistvu mi je ful odprl en cel svet, veš, malo širšo sliko, ne? Ker sem se tudi začel sprašati, pa dobro, čakaj, ok, sicer jaz, zdaj, če boš kakšne te pogledal, jaz ful verjamem v Bitcoin konkretno, pač to je ena zdaj taka, ne? Ampak sem pa začel dojemati zelo v diverzifikacijo in v različne pač naložbene razrede, tako da to je zdaj next level, meni se zdi. Greva se mogoče zdaj dotakniti, zdaj se že ne pol urce malo v enem tem spoznanju, jaz mislim, da bi mi dala še ene pol urce takole, v easy. Ampak tebe se malo dotakniti zlata. Pa pravilitih kovin bi bilo fajn, ne? Ok, mislim, da si nekaj že na to temo se mi zdi govoril, ampak mi se deva kar malo tako probati pogledati. Ja, zakaj si se ti sploh odločil v eni fazi za zlato in srebro? Ker rekel si, da si pač nekako malo širše zgodbo gledal, pa si po eni fazi rekel, ne, zame osebno je ta zlato in srebro, ki nekako misliš, da sta srebro predvsem, I guess, podcenjena. Zakaj si se odločil za ta sredstva, ja? In je mogoče kaj z zgodovinsko vlogo povezan ali geopolitično, gospodarsko? Zakaj zlato pa srebro? Kaj te je nekako tako pritegnilo? Kaj je to šajni ali kaj? A veš, ti si my precious. Mama je dosti cajta. V bistvu tako, ne, moja zgodba mogoče, če dovoliš. Jaz, ko sem delal kot študentče, sem prodajal računalniške projektorje. Delal sem faks ekonomijo, prodal sem, pač, da sem nekaj zaslužil prek študenta računalniške projektorje in to so bile takrat stvari, ki je bila velika kot ta miza, še pa draga 10,000 evrov plus, pa težka, pa da se je kvaril, pa skoraj nad se ni videl, ko zdaj na računalnik. Skratka, tam sem se naučil prodajati, se pravi 1 na 1 in mi je bilo ful dobro, kako eno tako tehnično zadevo ene stranki predstaviti na preprost način. Tudi takrat so se začele prodajati plazme, zdaj so to LCD-ji, pa OLED, pa LED, pa tako naprej. Takrat je bila to plazma, težka, nisem kaj toliko veliko dobro videl, ampak si sploh preklopil na računalnik, ker ti TV-ja, unga TV-lzga nismo mogel preklopati. Je bil še skart, ne? Ja, bravo, ja. Pa una kabelska, unta v krogu, činč. Skratka, in to smo prodali za Hitachi in v bistvu firma Luckwell, če lahko malo naredim še reklame, ki imam res lepe spomine na to, smo ratali v Sloveniji number one po prodaji projektorjev brez javnih razpisov, se pravi brez kakšnih posebnih zadev na trgu. Ja. In si zelo štejem v čast, da smo to v bistvu naredili. Recimo ekonomska fakulteta tudi je z Hitachi projektorji opremljena, ker so bili res dobri produkti.
pa plazme smo dali v Harvey Norman, pa v Big Bang, pa tako res dobro. No, ampak pač kot ekonomist vedno sem se želel delati v gospodarstvu, ekonomija, makroekonomija je bila moja strast in je še vedno. Ampak kako, bom rekel, zahtevne stvari povedati na preprost način. Ne? To, ne? In vedno sem si želel, se rekel, to sem prenašal, pa kvaril se jaz, ono težko plazmo, 55-inčno, takrat 50 kg predstavlja, to je napor. Se rekel, kako da bi jaz v življenju prodajal nekaj, ki je majhno, ki ima veliko vrednost, pa ki nima reklamacij. In potem sem enkrat srečal, bom rekel, ki še ni bilo plemenitih kovin, se pravi štand KD Concorda, ki se je ukvarjal za prodajo vzajemnih skladov, Rastko, Galileo, Bond, KD-ja, kmečke družbe. To je bila tudi takrat čist nepoznana naložba. In bom rekel, tam sem naredil prve korake v prodaji, se pravi finančnih produktov, licence, sem v prvi generaciji, ki smo v bistvu, ki je Slovenija uvedla licence za trženje vzajemnih skladov. Potem sem se tudi naučil prodajati zavarovanja. No, potem pa se je v bistvu trend že nakazoval v Nemčiji, ker lastnik podjetja Concord, gospod Bojan Pravica in pa tudi lastnik podjetja Elementum. On v bistvu je Slovenec, ki živi v Nemčiji, že bom rekel desetletja, in tam se je pa že nakazovala gospodarska kriza. To je bilo 2005-2006. In ogromno strank, bom rekel, smo jim povedali, da mogoče bi bilo pa dobro del presporediti v plemenite kovine. Pohedžet not. Tako, in to je bil pol tudi razlog, da smo v bistvu v Sloveniji, da se je ustanovilo podjetje Elementum 2006, tako da v bistvu s tem se zdaj ukvarjam že 18 let. Že polnoleten rato. Ja, ravno kar. Tako da in tako je pol v bistvu prišlo do plemenitih kovin. In pol, ko pa res začneš bolj se poglabljati v plemenite kovine, dejansko pa to je pa noro. To ni samo 1 kila zlata, pa kila srebra, že to, ko dobiš v roke, to je res dober feeling. Ampak, ko vidiš pa, da je s tem povezana vsa zgodovina financ, ne nazadnje zgodovina denarja, printanja denarja, manipuliranja denarja. Zdaj smo se že tudi pogovarjali o zlatem standardu, pa tako, fiat standardu. Manipuliranja cene zlata pa srebra, tudi recimo. Pa zakaj fizično zlato, pa kaj papirnato zlato, pa srebro. To je, wow, rečeš nora. Tako da v bistvu ugotoviš, da je, bom rekel, to, da res dobro zaslužiš, lahko res sreča, ampak da obstajajo pa v bistvu, če si vztrajen, pa če imaš neko strategijo, lahko pa tudi prideš v bistvu do lepih, bom rekel, premoženjskih številk. The best. Škaj, se pravi, zlato ti je bilo v redu za prijeti, dosti je bilo lušten za prodajati, ne moš reklamirati zlato, ki ne štima, dela vedno. Ja. Je pomemben, kako zlato kupuješ. No in to me zanima. Lahko rečeš, prosim, lepo, kakšna je razlika med naložbenim proti papirnatem zlatu? Ja. Ker mislim, da večina ljudi to ne razume. Recimo, čak, jaz sem eno pač veriščo, nekaj varianta babica, nekaj, ne. In zdaj, to verjetno ni isto zlato, kot bi ga jaz tam kupil, pa seveda ni papirnato, ker držim ga v roka, ne. Veliko ljudi ima kakšno veriščo ali nekaj, ne. A jaz zdaj to pridem, a je to isto zlato ali ni? Tako ljudje verjetno ne vejo, ne. Zelo dobro izhodišče, v bistvu nakit, recimo, moramo vedeti, kako se oblikujejo cene, recimo zlata pa srebra, ali pa rečemo pri zlatu, da začnemo, ne. Če govorimo naložba na zlato, je osnova borzna cena. Dajmo, kaj je to naložba na zlato? Bom povedal. Pardon, okay. Naložba na zlato, bom rekel, dajmo smatrati, da so to zlate palce. Zlata palca pomeni lahko od 1 grama do 1000 gramov različne gramature, 2,5, 5, 10, 20, 1 unča je 31,10 grama, 50 gramov, 100 gramov, 250, 500 pa 1000. Unete velike palce, ki jih v filmih ponavadi vidimo, ali pa ki so v bankah, to so tako imenovane good delivery bar in so težke nekje okrog 12 kg pa pol. Glih pred kratkim je ta vrednost prebila 1 milijon evrov, tako da če imate to eno težko palco, ste verjetno milijonar.
čistko. Tudi bom rekel, ko vidite, kakšen ropa banko ne v filmih, pa da pol torbo čez rame. Pa ker torba pade. To je misija nemogoče. 3 take palce so 30 kg oziroma že skoraj 40. Jaz mislim, da to je bolj težko pobegneš. Čokolade ali pa še vsakol drugega, kot kar v resnici. Ja, čistina, recimo, ne, če se dotakneva. Naložba na zlato, vedno, ko boste kupovali ali pa gledali, mora biti čistine 999,9. To je mogoče temu žargonu nakita 24-karatno zlato. Obstajajo tudi zlate palce nižje čistine, rečemo, ne vem, 92, se pravi 920, 995. Vedno bi priporočal, da kupujete v bistvu zlato 999,9. Predvsem zaradi odprodaje. Ker, ko boste odprodajali, vas malo težje manipulirajo. To ni čisto, to je manj, kot kar. Kakšen pa še kje obstaja, recimo 999,8? Mogoče rečemo tako, v glavnem se pri nakitu uporabljajo karati, se pravi 8 karatov, 12, 16, 18 karatov in pa 24 karatov. Pač 24 karatov, rečemo temu, je 100, ostalo so pa pol sorazmerno glede na 100. In glih, to je pol, če se dotaknem nakita ali naložbenih palc. Pri nakupu recimo nakita mora vedeti, je treba upoštevati delo, ki je umetniško delo, treba je upoštevati se pravi zaslužek zlatarne, ki je bistveno večji kot pri naložbenih palcah, in treba je v bistvu upoštevati tudi DDV. Ker pri naložbenem zlatu, se pravi za zlate palce težje od 1 grama ali pa zlatnike naložbene, najvišje čistine, lahko v bistvu vemo, da je ta pribitek bistveno nižji, pa ni DDV-ja. Je pa res, da morate paziti, če kupujete vi male enote, 1 gram recimo, v primerjavi z 1 kilo, je to čisto druga zgodba. Je ta pribitek glede na borzno ceno, pri gramski palci preko 30% lahko, medtem ko je pri kilogramski lahko okrog 2%. Tako da je vedno dobro se vprašati, okay, za kakšen znesek kupujem plemenite kovine in s kakšnim namenom. Ker en reče, imamo res različne vrste strank, jutro bo konc sveta, jaz rabim imeti v malih enotah, bom rekel, da sem lahko za kruh, bom rekel, menil zlato za kruh recimo. Ja. In oni želijo imeti manjše enote. Zdaj, a je to smiselno, da ti plačaš recimo 30,000 evrov več pri kili, zato da boš imel male enote. Rajš se vprašam, mogoče bi pa rajš kakšen srebrnik kupil, recimo, ki je še boljš, ki je še manjša enota, ampak to je druga zgodba. Zdaj, pri zlatu, se pravi, ja, ceneje je kupovati naložbeno zlato kot nakit že pri nakupu, in pa pri odprodaji, ker če imaš ti v bistvu naložbeno zlato, naložbene palce, najvišje čistine, od kovnic, ki so good delivery kovnice, boš to odprodajal po zelo dobrih odkupnih cenah, tudi bistveno boljš kot nakit. In v temu je v bistvu večja prednost, pač optimiziraš stroške. Seveda lahko tudi nakit v bistvu imaš, tukaj imaš tudi doskrat sentimentalno vrednost, ker ti je to mama podarila. Ja, babi pa neki, ne. Ja, in tudi to rešuje življenje lahko, ne nazadnje, če bi kdaj bilo potrebno. Tako da, ampak če gledamo pa z vidika naložbe, so pa absolutno zlate palce, če govorimo o zlatu, čistine 999, od kovnic good delivery, zelo v bistvu pomembne. The best. A lahko še malo dodaš o papirnatem zlatu? Ja. Pa je papirnato zlato? Kako je lahko zato sploh papirnato? V bistvu tako. Ker mislim, da je tudi potem z davkom razlika, ne? Tako, ja. V bistvu pod papirnato zlato večina ljudi nekako smatra naložbo, ki jo izdaja ki jo izda finančna institucija, ki je vezana na ceno zlata. Se pravi, če gre zlato gor, tudi vrednost tega papirja lahko je tudi enaka, kot je recimo vrednost ene unče. Unča je ta enota, recimo, ki se povsod pojavlja na svetu. Gre gor ali dol, ampak izziv je v tem, če ta institucija, ki je izdala ta papir, propade tudi vaše premoženje. Če pa v bistvu vi kupite zlato palco,
Pa če kovnica propade ali pa če, ne vem, podjetje Elementum propade, ima ti še vedno to Imaš zlato za to v palce, roki, ne? To je to, ne. In tukaj je ta razlika. Plus, če govorimo o tako imenovanem, rečemo, papirnatem zlatu, ne, finančnem produktu, je to finančni produkt, kjer v bistvu, če ustvarite davek na dobiček, oziroma če ustvarite dobiček, morate plačati davek na dobiček. Ne. Blago. Se pravi, davek od, ne, mislim, da a moraš plačati davek od donosa, kapitalskega donosa Če govorimo pri o zlatu? papirnatem Papirnatem. zlatu, ja. Ja, Če papirnatem, govorimo pardon. o fizičnem blagu, pa ne. Na papirnatem je potem verjetno tudi odvisno, koliko časa držiš not, ali to nima. Ne. Aha. Nima veze, ne. Nima veze. Okay. Se pravi, pri tem fizičnem je pač dejansko, to je bilo meni tako vedno zanimivo, kaj, fant, jaz bi kupil, ne vem, pač nekaj ima za ta in pač ti pošljajo po pošti, ali kaj, pošljete recimo po pošti, ali kako se to, pač nek kurir pripelje, ali karkoli. Zelo odvisno. Kako ljudje je, no. sploh hranijo to? Mislim, ker vem, da obstaja neka varianta, da rečeš, ne, jaz želim, da to v kovačnici ali kako že, neki kovnici, kovačnici, v kovnici. Se dobro sliši. Kovač, veš, vse kuje, pač kaj se jim nek zlato. Ok, v kovnici, in v nekem njihovem sefu, ki je pol tudi mogoče, ok, veš, recimo, če sem ziheraš, bi posebno, bi pa jaz to držal nekako pri sebi v žimnici, ampak po drugi strani, to je pri meni v žimnici, ali kako bi rekel, ne, tudi ni varno, verjetno. Kako je najbolj varovati to? Mogoče da je v primerjavi z denarjem. Ne? V bistvu večina ljudi nima vsega denarja pri sebi v denarnici. Ne? Ja. Imaš neki drobiže za sprot, malo še mogoče malo viška, ostalo imaš pa na banki. Podobno tudi v bistvu z zlatom in srebrom. Ne? Pač, mi vedno priporočamo, da nekaj plemenitih kovin vse imaš nekje v bližini, ne? Na dohvat ruke mogoče. Ne? Drugi del večji ga imaš pa varno spravljenega. Ne? In to v bistvu mi v Elementumu omogočamo od 2010 leta, kjer lahko enostavno shraniš plemenite kovine v brezcarinskem skladišču v Švici. Švica, ja. Ja. Švica je verjetno tudi zgodovinsko dobra, potem verjetno za hrambo. Recimo v kontekstu vojen, ki so se dogajali v Švici, pač ker je bila nevtralna, se nič ni zgodilo, ti zlato je tam verjetno ostal. To ne vem. To ne vemo. To bom rekel, predvidevam, da je tudi kar en del, bom rekel, zlata tam ostal. Ne govorim recimo za navadnega smrtnika, ker recimo, ok, zdaj okrog nas se dogajajo razne situacije, ne pa reče, ok, del bom imel recimo nekih manjših apoenih, oziroma manjših, tako se reče, gramaturah, v manjših palcah ali pa palčkah, zato da imam, kot si povedal, recimo za kruh ali pa za neke stvari, ampak ali pa da bom imel zadost, da se bom privlekel do Švice, da bom lahko pobral tisti drug kos. Verjetno. Tako bom rekel, Švica, če gledamo predvsem ta druga svetovna vojna, ne, tukaj predvidevam, da neki zlata je ostali, ker lastniki niso prišli iskati tega več, ker verjetno jih ni več med nami. Ne. Ampak v osnovi zakaj Švica? Ne? Eno je, izkazalo se je, da je zgodovinsko gledano bila in še vedno verjetno ena izmed bolj varnih držav na svetu. Drugo, da večina sveta ima svoje premoženje v Švici. Tretja, kar se mi zdi pa najbolj pomembno, pa da dejansko center za plemenite kovine, največje kovnice so v Švici. Ne? Se pravi z naslova, predvsem ne toliko nakup, ampak bolj od prodaje. Ne? Je najbolj fajn, da imaš tudi premoženje tam, kjer ga lahko takoj prodaš. Ne? Ker je najbolj likvidno verjetno tudi. Največ je tam tega. Mislim, tako bom rekel, direktno praktično si tam. Ne? Tako da tudi v času COVID-a, ko so bile meje zaprte, skratka, ta del je funkcioniral normalno. Ne? In ti ne bi mogel iz Slovenije v Švico odnesti, ker nisi mogel čez mejo. Tako da ima več prednosti. Je pa zanimivo tako, na strani strank vidim, ker običajno je, ko ti govoriš o zlatu, je naša prispodoba, da jaz to držim pri sebi doma in imam to pri sebi. Ja, se veš, jaz sem takoj to prvo pomislil. In tako v bistvu večina strank tudi začne, ko začne razmišljati o zlatu, tako nekako percipira. Ne? In bom rekel, pravijo, bolje drži negolovega, jaz nobenemu na tem svetu ne verjamem več, jaz hočem imeti zlato pa srebro pri sebi doma. Ne? To je recimo en del strank. Ne? Drugi del strank pravi, jaz bi rad imel zlato pa srebro v fizičnem obliki, ampak ga nočem imeti pri sebi doma. In imate kakšno alternativo, ne? In zato imamo te alternative.
nekje večina ali pa velik strank je pa nekje vmes, ne? Tako kot sem rekel. Neki ga imajo predvsem pri sebi, to govorimo mogoče o zlatu, ker tudi v bistvu, če ti kupiš zlato, pa ga pripelješ v Slovenijo, ne rabiš plačati DDV-ja, ne? Še dodatno, ker če kupuješ srebrnike ali pa srebrne palce in jih pripelješ v Slovenijo, moraš plačati 22% DDV. Če jih ti nekje drugje kupaš in jih pripelješ, moraš plačati? Ker pač... Ne, če normalno kupaš v Sloveniji, ne, recimo pri Elementumu kupiš srebrno palco. Aha, imaš DDV na to. Ja, jo moramo mi prodati z davkom na dodano vrednost. Ne. Če pa bom rekel, se to srebro namesto, da bi se pripeljalo v Slovenijo, pripelje v brezcarinsko skladišče v Švici. Aha, pa ni tega. Je pa dokler je to srebro znotraj tega brezcarinskega skladišča, ni DDV-ja. Se pravi, če bi ga stranka želela prevzeti v Švici, pol mora švicarski DDV plačati, ali pa če bi ga hotela v Sloveniji prevzeti slovenski, ne, poleg ostalih stroškov transporta in tako naprej. Lahko pa reče tako, ne, lahko ga proda, pa nima nobenega DDV-ja, lahko pa reče, bi prodal srebro, pa kupil zlato, pa ga pripeljal v Slovenijo, pa tudi ni pol DDV-ja. Ja, na srebro je ena, zato ga pa ni. Ja. Kako zanimivo je. Tako da, vezano pa na to smo naredili eno res dobro strategijo, ki smo jo v bistvu poimenovali Elementum 7 zvezdic strategija. In tukaj pa lahko rečem, da orjemo ledino in v Sloveniji in v Evropi s to strategijo, kjer želimo strankam pokazati razliko med klasičnim nakupom in pa tako imenovanim strateškim nakupom. Ja, dobro, zdaj, ki sta cliffhanger naredil, pa povej, ne. Mislim, ali je to nekaj, kar zdaj tako razložiš, ali je to... Jaz bi tako predlagal, ne bi šel v detajle, ker je to res bolj zanimiva zgodba in bom rekel individualna predvsem. Je pa pomembno mogoče to, naš cilj ni stranki povečati premoženje skozi to, da pocen kup pa dražji proda, ne, glede na tečaje, ampak je predvsem cilj naši stranki, da povečamo količino plemenitih kovin. Za to strategijo konkretno govoriš. Ja, po domače, če iz 1 kilograma narediti 2 kilograma, ne, ali če vprašam, kaj imaš rajš, zlato ali več zlata, ne? Retorično vprašanje. Ampak ja, to se da narediti s pravo strategijo, ne seveda na kratki rok, absolutno. Na koliko dolg rok? Mi priporočamo strankam, da vlagajo na 3 do 5 let ali več, ne, v plemenite kovine. Ne. Ja. Tako da tudi v tem kontekstu se da v bistvu povečevati količino plemenitih kovin in kombinirati med zlatom in srebrom in upoštevati, kdaj je srebro relativno cena in kdaj je v bistvu relativno dražje. Ful zanimivo, to se mi zdi. Jaz sem prej, recimo tako, ne, DCA-janje, ali ljudje tudi kaj DCA-je v to, ali dodajajo, ali kupijo, pač, ker je težko DCA-jati, ker se pravi, težko je nekako mesečno to početi, ker to vse ne moreš jih, rekel, na trajnik dati, ne, ker je vse neka dostava ali pa neka logistika, ki se okrog dogaja. A je to tudi pogosto drugače praksa v zlatu, ali vidiš kaj tega? Bom povedal, ja. V bistvu, ko smo odprli podjetje Elementum, se pravi 18 let nazaj, ne, so ljudje kupovali po komadih, ne. Se pravi 100 gramov zlata, unča, gram, kilogram in srebra podobno. Ne? Pol smo skupaj ugotovili, da je pač na srebru DDV, ne? Pa so nam stranke rekli, joj, mi bi pa radi to brez DDV kupili. Smo pač iskali variante, je to možno. Ne? Se pravi, to je možno, če je srebro shranjeno v fizični obliki v brezcarinskem skladišču. Ne? Pol so nas pa stranke sprašvali, mi bi pa radi tudi mesečno kupovali, ne, plemenite kovine, ne. In smo študirali, je to zdaj možno, ne, ali naj prodajamo vsak mesec po 1 gram in tako naprej. No in smo naredili 2 različna produkta. Aha. Ja, en produkt je, ki mu rečemo Aurora, kjer kupuješ ti v bistvu delaš 100 gramske zlate palce. To še malo besedna igra, ne? Aurora. Ja, točno tako, ne, Aurum, ne. Kjer kupuješ, delaš 100 gramske palce in recimo, ko to celo palco kupaš, jo lahko nenazadnje naročiš, da se ti jo dostavi v Slovenijo domov. Ne? Pri srebru je pa Argentum, ne? Argentum Excellence, kjer pa kupuješ, delaš 15 kilogramske srebrne palce. In to lahko delaš v bistvu tudi mesečno. Sprav, lahko vzpostaviš trajnik oziroma SEPA nalog,
kjer nisi vezan, da moraš imeti 5 let, 10 let. Skratka, to priporočamo zaradi tega, da lahko koristiš cost average efekt. Se pravi, ta, točno to. Pri cenah zlata in srebra, podobno kot pri vzajemnih skladih ali pa tudi pri kripto. Ne. In se mi zdi to zelo dobra stvar. In veliko recimo strank na ta način, poleg enkratnega zneska, varčuje tudi mesečno, predvsem za te cilje, kot so recimo pokojnina, kot je varčevanje za otroke, ne. Varčevanje v bistvu za nepremičnino, skratka, ali pa za zlato rezervo. Ne. In to mogoče bi imel eno prošnjo za tebe oziroma za vaš community. Mi smo letos pripravili eno anketo o varčevanju, ne, kjer sprašujemo v bistvu ljudi, se pravi, za kakšne cilje varčujete v času vaše zaposlitve oziroma aktivne dobe, kakšen je motiv, ne, za varčevanje, kakšen donos pričakujete od naložbe, katere naložbe vidite kot najbolj perspektivne v naslednjih 10 letih. Ne. In še eno zadevo, mogoče večina ne ve, ne, da je možno poslovno uspešnost, se pravi v podjetjih, nagrado izplačati tudi v zlatu in srebru, v naravi. To jih tudi v bistvu vprašamo, če to poznajo in pa če bi si želeli tako izplačilo. Ne? In recimo, da povem par izsledkov. Ne? Večina ljudi zakaj varčuje? Za zlato rezervo številka 1. Za varčevanje za otroka številka 2. Za varčevanje za pokojnino številka 2, za otroke številka 3, številka 4 za avto. Ne? Se pravi, potem, katere naložbe vidijo kot najbolj perspektivne v naslednjih 10 letih, bom izpostavil 3 oziroma 4, ki so ful zanimive. Plemenite kovine, nepremičnine, kripto, ne? In pa naložba v znanje. Itak. Ne? Ta je pogosto se kar spregleda ta zadnja. Ja, zanimivo, res zanimivo. Kakšen donos pričakujejo ljudje? Če seštejem, več kot polovica, če se namotam, med 5 pa 10% oziroma 10 do 15%. Se pravi, ljudje ne pričakujejo bajnih donosov. Ne? Če je donos višji, je to bonus v principu. Ja. In pa v bistvu, ali imajo dovolj znanja na področju plemenitih kovin, ki smo jih spraševali, je odgovor osnovna oziroma pomanjkljiva. Ja. Ne? Se pravi, je tukaj na nas, da to izboljšujemo in bom rekel, to strategijo ali pa vizijo zasledujemo. Ne? Pa še, ali bi želeli imeti nagrado izplačeno v zlatu in srebru, je zanimivo, da v bistvu večina ne pozna te opcije, da pa bi nekje okrog 50% ljudi imela ali 25% od nagrade v zlatu in srebru ali pa do 50% od celotne nagrade v zlatu in srebru. Ne? Tako da zelo zanimiv vidik. Ja. In če obstaja kakšna možnost, bom rekel, to anketo, da jo spustimo skozi, bom rekel, vašo skupnost, bom ful vesel, zato da se bo vzorc povečal. No? Ja, to meni v bistvu tudi ful so dobro vprašanje, tako da po mojem lahko tazga speljamo. Lahko naredimo tudi kakšno kombinirano... A ste delali geografsko, ki... Slovenija smo zdaj veš, kaj sem recimo gledal, šta tretje pa drugo mesto, otroci pa penzija. V enih državah so otroci gor, v enih državah je penzija gor. Ja. In, je zanimiv pa geografsko. Jaz ti bom rekel tako, ne bolj, ko greš na sever, bolj je penzija, bolj, ko greš na jug, bolj so otroci. Ja, to se mi zdi pa čisto normalno v principu, no? Ker mislim, da družina, bolj ko smo južno, je bolj pomembna. Bolj na prvem mestu so vrednote družine, po mojem mnenju, no? Izražene. Ja, ful je zanimivo. Mogoče tudi zaradi teh nekih kulturnih ali pa zgodovinskih zadev, ker nismo bili, rekel, v tej regiji neki ultra bogati, ne? Smo se bolj razmišljali o potomcih in je bilo, kako bomo zanamce pa otroke njih poštimali, pa njim nekaj pustili, pa naredili njih močnejše, boljše nekako naredili. Ne? Glede na to, da imaš možnost tudi ta širše v bistvu skozi države opazovati. In zelo zanimivo izkušnjo imam, moj brat prodaja rabljene računalnike, ne, ampak ima te letne konference, ki pridejo iz cele Evrope. Ne, ja. Je enkrat razlagal, pravlej ful zanimivo, ne moš verjeti. Ne.
če se pogovarjam z Italijani, Španci, Grki, rečemo Balkanci, ne? Prav, a veš, o čem se mi pogovarjamo 90%, 95% časa? Z južnjaki. Ja. O hrani, ženskah in otrocih. Ja, družina, ki si bil na kjermu izletu, 5%. Pa športu mogoče še kaj, to mogoče malo. 5% je pa samo v bistvu pol v poslu in smo vse zmenjeni in vedno vse drži. Ne? O čem se pogovarjamo pa z Nemci, Finci, Nizozemci, Belgijci, Norvežani, ali po čem bi se oni hoteli pogovarjati? Prav 95% samo v poslu. Aha. V tem je razlika. In v bistvu sem začel mečkam to opazovati od takrat, ko so se o tem pogovarjali, to je že par let nazaj, in je res. Vidiš to? Ne? Res je tako, ne? Ok, ni na 100% Ja, valjda. tako, ampak v večini... Pač nek vzorc opazuješ, ne? Ja, je res. Je res. Hej, prej si omenil, a lahko pogledava še zlato pa srebro. A ne? Prej si mogoče malo v štartu omenil, kakor, hej, srebro je morda podcenjeno in zdaj bodo ljudje, še naj gleda, rekel, jaz grem zdaj takoj srebro. Previdno, počakajte, korak po korak, ne skačemo te stvari. To ni naložbeni nasvet ali pa karkoli, ampak se pogovarjamo o razlikah. Kakšne so nekako te prednosti, slabosti zlato proti srebru? Kako ti to dojemaš nekako? Mogoče tako, dajva pogledati prvo, kakve so razlike med zlatom in srebrom. Ne? Recimo od letne proizvodnje rudnikov zlata gre nekje okrog, pa reciklaže, ne? Gre okrog 80% v izdelavo palic naložbenih, zlatnikov pa nakita. Ne? Oziroma 90% celo. Samo 10% gre v industrijo, ne? Se pravi za razne kontakte. Ne? Direkt sem si zapisal tlele industrija, še zanimivo. To je zlato. V zadnjem času recimo centralne banke, predvsem BRICS držav, ne nazadnje tudi Madžarska, Srbija v Evropi, kupujejo zlato, ne? Kot zaščito. Tudi recimo bivši guverner Mario Draghi je rekel za italijansko centralno banko, ker ima zelo velik delež zlata, prav, nikoli se mi ni zdel, ker je bil še guverner, pametno, da bi ga prodali, ne? Ker je to zaščita pred, bom rekel, valutnimi tveganji in ga morajo imeti zaradi varnosti. To je javno povedal. No, pri srebru je pa čist kontra. V bistvu srebra se proda nekje okrog 80% oziroma se ga predela v industriji in samo 20% gre v naložbe, v izdelavo srebrnih palc pa srebrnikov. Ne? To je ful zanimivo. In ta del industrije, kjer del je to, ne? To je pa v bistvu del recimo solarni paneli, avtomobilske baterije, avtomobilski kontakti in te dve panogi zdaj noro, bom rekel, povečujeta povpraševanje po srebru. Ne? Poleg tega v elektroniki. Kaj pa kakšne grafične kartice, a rabijo kakšno srebro? Minimalno, mislim, da. Minimalno. Recimo telefoni, tudi dost, če ne bi bilo srebra, tudi med drugim ne bi bilo touchscreena, recimo, ne bi bilo repetitorjev, ne bi bilo tega way of life. V vsakmu temu štekarju, ne, ki ga imamo, je malo srebra, ne. Ker srebro ima unikatne lastnosti, ne. Je najboljši prevodnik toplote, elektrike. Veš kaj, si prodajalc, ne? Veš tako ni začel edvati. Ne, sam je fascinantno. Jaz tega prej nisem vedel. Mene to res fascinira. Recimo je katalizator, ki pretvarja nafto v plastiko. Ne? Sicer tukaj ni izgube srebra. Ni izgube srebra, ne? Samo uporablja se kot... Ja, ful zanimiv, nisem vedel. Ali pa recimo antibakterijski, koloidno srebro. Ja, to sem pa jaz vedel recimo za srebro. Za gaze. No, naj te pol tako vprašam, ker se mi zdi, da pol ljudi tako zanima. Ok, koliko je pol tega še srebra na zemlji, ki ga bomo skopali? Ker očitno ga ogromno porabimo mi za industrijo, ne? Kar pomeni, da ga je verjetno omejena količina, kar pomeni, če je nečesa nekaj omejen, jaz gledam na Bitcoinu, to pomeni, da je to v bistvu za vrednost potencialno neko bodočo verjetno dobra stvar, ker pač popraševanje ponudba, ne? Če bo ponudbe manj, pa popraševanje, če bo obstajal, bomo morali nekaj novega se zmisliti, pa nov element najdeti, ki bo nadomestil to, recimo, ne. Ampak ne vem, če ga bo mogli hitro našli še. Ne. Tako da tukaj se verjetno igra. Dobro vprašanje, ja. Sem
do tega še hotel priti, prej sem pa hotel še eno številko povedati, ful zanimivo, to, da imate malo predstavo, ne? Recimo vrednost letne proizvodnje zlata, ne? Je cirka 280 milijard dolarjev. Ne? A je to zate veliko ali malo? Milijard. Ja. To se meni ne zdi veliko. Ja, vprašanje, s čim primerjava. Ne? In mogoče par primerjav, ne, bi dal. V Ameriki obrambni proračun ZDA, ne, je okrog 850 milijard. Se pravi, 3x večji. Ameriški deficit, se pravi nekaj, kar ne obstaja, ne, ki ni denarja, ne, Kaj je trilijon? je 1500 do 2000 milijard. Se pravi 1,5. krat 7 krat 9 recimo. Ne. Vrednost vlog v ameriških bankah, 100 največjih bankah je 14 tisoč milijard. Ne. Tako da v bistvu vidva zlata je zelo malo. Ne. No, vrednost srebra vseh rudnikov, ki nakopljajo plus reciklaža, je pa okrog 25 milijard Na leto. evrov na leto. Fizičnega govorim, ne? Praktično. Ok, se pravi letna proizvodnja 285 milijard, Ja, plus še rudniki proizvedejo. to je z rudniki. Aha, z rudniki vred. Ja, in reciklaže. Srebro, Reciklaža. ja, srebro 25 približno. Ne? Aha, ti si bilo zato je to proizvodnje. Zlato 250, srebro Aha. 30 rečemo. No, da V bistvu zaokrožava. 10krat manj. Bravo. Ok, Zanimivo, razumem. ne? Okay. In zdaj reč 80% pri srebru gre v industrijo in v avtomobilih, v štekarjih, v, bom rekel, solarnih panelih je toliko malo srebra, da se ga pri teh cenah ne splača kaj veliko reciklirati. Ne? Spravi izgubljeno. Gre stran. Ok, 20% od 30 milijard ali pa od 25 je v koliko? Cirka 5 milijard, 6 milijard. No, toliko je na voljo srebra, samo na let. Ok. Se pravi, hipotetično, Ful, da zanimivo rečeva, to. ne? Ena Ljubljana, ki ima 300 tisoč prebivalcev, ne? Če bi Ljubljančani samo po 100 evrov na mesec kupovali srebra v fizični obliki, ne, Bi pokupili. lahko naredili eno veliko, bom rekel, senzacijo. Ne? Ja, ampak veš, to pa tudi pomeni verjetno za nek izhod iz srebra, da kam ga pa potem, industrija ga rab, industrija ga kupuje. Ga rabi in industrija ga vedno več rabi. ne. Vedno ga bo kupila industrija pol, verjetno. Ne? Potem, Okej. potem pa prideva na to, kar si me vprašal, koliko pa je zdaj tega srebra še v zemlji. Ne? Ja. In dejstvo je, srebra pa zlata kot elementa, načeloma ga je še kar nekaj, ne? Samo vprašanje v kakšni obliki, pa koliko stane, da ga ti, bom rekel, pridobiš ven, ne? Iz te zemlje naše lepe. In dejstvo je, da se recimo proizvodnja srebra ne povečuje že 6 let. Ne? Kar pomeni, da smo Pa verjetno rečeš, prišli. Rečeš, Oprosti. ful čudno, zakaj se pa ne povečuje, ne? Ker vrednost srebra je glede na 6 let pa danes precej večja, rečemo, ne? 40% večja recimo. In ker vsak normalen direktor, ne, ki optimizira, bom rekel, poslovanje in tudi direktor rudnika, ne, bi rekel, le, cena je višja, imam večje dobičke, bom probal nakopati, kar se da, ne, ko ima večji dobiček, ne? Ja. Pa tega ne naredi. Zakaj ne, ne? Zaradi tega predvidevam po eni zdravi kmečki pameti, ker je to omejeno, ne? Ker nima novih nahajališč, da bi kar naenkrat povečal proizvodnjo. Ne? Se pravi, je na strani ponudba neelastična. Tudi če gre cena ful gor, je ponudba pač to, kar je. Koliko pa je teh rudnikov? Srebra. Cirka 1/3 je čistih rudnikov srebra, 2/3 so v bistvu dodatno rudnik bakra, ker tudi je soprodukt recimo srebra. Mislim, da je to tako, ne vem, 5 rudnikov na svetu ali 500 Ne, jih rudnikov? je ja, bolj 500, ampak eni so večji, eni so manjši. Pareto princip, se pravi 20% rudnikov naredi 80%, ne, v tem kontekstu. Ampak to hočem povedati, ne. Ena je omejena ponudba. Na drugi strani pa danes imamo že 4. leto, kjer je deficit med povpraševanjem in ponudbo. Se pravi, se več porabi, kot na novo nakoplje. Se pravi, je danes cena taka, kot je, v bistvu dosti nerelevantna, ker če se bo ta trend nadaljeval, veva, če nečesa premalo, vrednost raste. Ne? In tukaj vidimo v bistvu v srebru, ki je ekstremno nesramno pocen po domačečen, ne? Ta potencial celo večji kot pri zlatu. Ne? Okay.
Pa mogoče še, kar si rekel, substitut. Ne? Dejstvo je, da spet obstaja zlato, recimo, ali pa platina, ali pa paladij, ki ima podobne lastnosti, recimo, kot srebro, ampak je 80krat dražji, ne? Recimo zlato. Ne? Se pravi, dokler ne bo srebro prišel na bistveno više nivoje, ne? Cen, ne bojo iskali drugih stvari. Ne? Ker danes pa mogoče zamenjati en element v mikročipu, recimo, ne? To pomeni, da moraš cel proizvodni proces zamenjati, nove mašine kupiti, vse. In to je v bistvu pri teh cenah, pri teh nivojih cenah srebra nesmiselno, neekonomično. Tako da iz tega stališča verjamemo, da bo srebro mogel še bistveno bolj zrastati, preden bojo sploh začeli o tem razmišljati. Ne? En razlog sem se spomnil, zakaj mogoče te fante skopljajo, kakor skopljajo, ali pa morda tudi njim ni v interesu povečevati proizvodnje. Čeprav, če je njih 500, bi se sigurno en ali pa njih 10 najdel, ki bi rekli, ne, jaz pa hočem proizvodnjo povečati, ampak verjetno fizično ali pa enostavno mogoče ne morejo. A veš, recimo, paralelo vlečem kakor z nafto, ne? Pač oni bi mogoče lahko več sodčkov skupali, stankali, izčrpali, pa pač ne naredijo. Mislim iz razloga, ker želijo verjetno kontrolirati ceno ali pa nekako. Če sem gledal, bom rekel, kar nekaj grafov in dejstvo je, da nafta in zemeljski plin tega je za 100 let še vedno v zemlji. Ne? Plemenitih kovin je nekje za 20 do 30 let. Ne? Redkih zemelj, ki pravijo, da so redke zemlje, ne? Jih je tudi za 100 let. Tako da to ni toliko redek element, je pa v bistvu zelo umazana proizvodnja. Ne? Tako da moje mnenje pri zlatu pa srebro je dejstvo, da v tem trenutku v zadnjih 10 letih nisem nikjer prebral, da bi najdel kakšna nova velika nahajališča. Sem res, da... Za nafto? Ne, za zlato, ja. Govorim, ne? Za nafto sem prebral. V Bahrajnu vem, da je pod celim Bahrajnom. Ali pa zemeljski plin, recimo, tudi na področju Izraela, Cipra je tam ogromno gaze, ogromno nahajališč zemeljskega plina. Okay. Mečkan, zanimiv. Med vrsticami, zakaj je tako tam, ki je. Tako da v bistvu pri zlatu, srebru sem zasledil edin, ki so šle cene ekstremno gor, v medijih je dvakrat, da so odkrili nenormalno visoka, velika nahajališča, potencialno, ampak na koncu je izkazali, da je bila to raca. In tudi številke ne prikazujejo, se pravi proizvodnja, da bi se v bistvu ekstremno povečevala, kar mi da dodatno potrditev, da je to pač nekako omejena surovina v tem trenutku. Je the best. Zdaj tako, nekaj si mi že omenil pri nakupu zlata, na kaj moraš biti pozoren, predvsem na čistost zlata, se pravi ta 999,9. Potem si tudi mi razlagal o tem, kako ljudje hranijo na različne načine ali pa kombinirano hranijo, da imajo nek del, recimo pri sebi večino v hrambi nekako v Švici. Vse te stvari se da tudi pri vas narediti v vašem podjetju, da se tudi mesečno se to zrihtati. Kako bi pa, omenjala se tudi že donos kripta oziroma tvoj pogled na donos zlata, da pravzaprav ne gledate oziroma ne gledaš na to način skozi kakšen donos zlata, ampak v bistvu ohranjanje vrednosti premoženja. Zdaj, na kakšen način pa sta v bistvu zlato in srebro, valjda ti si verjetno velik zagovornik tega, ne, štekam, ne. Kako gledaš, koliko bi to moralo biti razpršen nekako v portfelju, jaz sem prej rekel, da mislim, da mora imeti ljudje tudi plemenite kovine, da je to dobra strategija imeti, ampak kako ti gledaš recimo to, ker verjetno pridejo neki ljudje, ki imajo že kakšne naložbe ali pa karkoli, kako jim mogoče ponovadi ti svetuješ glede tega? Jaz v bistvu se zelo rad na zgodovino naslonim. Ne? V bistvu je ta rek, ki po moje vsak že slišal, se pravi razporeditev premoženja na tretjine. Ta strategija funkcionira ali pa je v svetu že 1000 let in več, se pravi tretjina nepremičnine, tretjina plemenite kovine, tretjina banke. Ne? To je bilo včasih, zdaj pa vemo, da je vrst naložb bistveno več. Ne? In v bistvu tudi ta razporeditev je pol malo drugačna, ker imamo delnice, ki takrat niso bile pa obveznice, pa vzajemni skladi, pa kripto, pa 100 enih izvedenih finančnih instrumentov. Tako da v bistvu, prvič je pomembno, ali upoštevaš nepremičnine kot naložbo ali je to kot tvoja lastna. Bom rekel, dom pa to ne šteješ kot naložbo. Ne? Tako da
odvisno. Zdaj, tudi mogoče od generacije vidim, da je različno. Ne? Starejše generacije imajo rajš večji delež v nepremičninah in v plemenitih kovinah, mlajše manj. Ne? Tako da moja, bom rekel, moj stav je 1/3. Ne? Ampak kot si omenil, mogoče zato, ker se s tem ukvarjam, ker bom rekel, Profesionalna deformacija tvoja. mi je to res, verjamem v to in bom rekel, mi je to strateška naložba, s katero mi ni treba vsak dan gledati na tečajnico, se lahko posvetim drugim stvarem, ne, v tem kontekstu. Nekje drugače, kako pa stranke gledajo na to, pa bom rekel med 5 pa 10% realno. Ne. Ja. Pa to ne mislim, da bi zdaj naenkrat naredil prerazporeditev na 5, na 10 pa 20, ampak da to v bistvu v nekem končnem zaključku vzpostaviš tak delež plemenitih kovin. Ne? Zdaj tle ima eno vprašanje, kjer trendi te najbolj navdušuje? A veš, mene najbolj navdušuje ta trend, ki si rekel, da se ne povečuje proizvodnja. Recimo, če tako gledamo. Ne printane denarja, recimo. Ne? Ne, mene navdušuje, da se ne povečuje proizvodnja za ta, recimo odredna. To se mi zdi, če mislim, kot govoriš, se mi zdi še najbolj nekako zanimiv. Ok. Super. Ja, nič, devam. Mogoče, ali lahko je eno vprašanje še postavljeno gledalcev, ne, če poznajo. Katera država je imela največjo inflacijo na svetu? Kdaj? Kadarkoli. Kadarkoli. Ja, ok. Katera država je imela največjo inflacijo? Pa ni Jugoslavija, ne? Pa ni Zimbabve. Pa ni Zimbabve. Pa ni Venezuela. Pa ni Venezuela, oh my god, pa se pa že malo zmešuje. Ja, kaj pa kakšne te Argentine dol, pa ne, nekaj hujžega mora biti. Ne, bližji. Tako, a? Čakaj, sem da razmislim, kaj bi bilo? Ti še malo pomagam. Daj mi še malo pomagam. Naša soseda. Naša, naša soseda? Soseda, ja. Ne, no. Ja? Kaj, Italija, kakšna ali kaj? Ne. Kaj, Madžarska ali kaj? Bravo. Madžarska? Madžarska je imela največjo inflacijo na svetu. Kdaj pa se je to zgodilo? Mislim, da po drugi svetovni vojni. Ok. Ja, cene so se, če se namotam, podvojile v 2 urah. Podvajale, no, tako bom rekel. To pa ne moreš živeti tako. Ja. Mogoče ena zanimivost, se pravi, skupna država Jugoslavija, ne, ki smo imeli, pa smo šli pa narazen, ampak inflacija je najdalj vztrajala v Srbiji, ne, oziroma Srbija Črna Gora je bilo takrat. Ne. Okay. Takrat mislim, da oni so imeli največji bankovec, da še zmer držijo to lovoriko, je bil vreden 50 milijard dinarjev. Ne. To je bila v bistvu takrat enomesečna plača učitelja. In pol konc meseca je bilo to vredno za eno kavo. No. Ne? Tako da, ko se pogovarjamo o denarju, o javnem dolgu, to je vse zelo relativno. Ne, v bistvu. In ameriški javni dolg je danes velik, če se namotam, 35 milijard. Ne? Ampak to je lahko jutri za eno kavo. Ne? Se pravi, mi moramo razmišljati o tem, da je naše premoženje jutri za eno kavo vredno, ne? In zato se obračamo k realnim vrednostim ali pa k omejenim dobrinam. Ne? Se pravi, ko si omenil Bitcoin, je tudi omejen v količini. Ne? Zato je zelo zanimiv. Tudi plemenite kovine so omejene v količini in v proizvodnji. Ne? In to v bistvu zdaj iščemo. Ne? Tudi nepremičnine so realno premoženje. Ne? In to tudi, če bo dolg se razvrednotil, bo ta vrednost nepremičnine še vedno ista, ne? Ja. Oziroma bo ohranjala kupno moč. In to se mi zdi pomembno, tudi recimo zemlja, bom rekel kot sama zemlja, ne? Obdelovalna površina. Jaz mislim, da te naložbe bojo v prihodnosti imele veliko vrednost. Ne? Realne, ker so realne. Kaj sem to vprašati? A veš, okay, na nepremičnine zgledam tako, ne? Zdi se mi, da ne znam oceniti, kakšna je ta donosnost nepremičnine, ampak se mi ne zdi nekaj ekstra to donosno. Dobro, nekaj to kot tvoj dom. Jaz gledam moj dom, v bistvu ni naložbena nepremičnina, nekako zato, ker, oziroma poleg tega, da v njej živim, okay, v bistvu je zares to moj liability oziroma moj nek odhodek, ali kako se reče, ne?
Medtem ko v bistvu, če bi imel neka stanovanja v lasti, ne vem, ki bi jih oddajal, To je bila naprimer, naložba, to je bila naložba, ne, in pol, res je. kot sem pa jaz nekako računal, zelo težko je v bistvu zaračunati neko najemnino, pa da je to, da nekaj tudi v bistvu iz tega zaslužiš, pa potem imaš še tudi del s tem, pa s tem se moraš ukvarjati, pa vse skupaj se amortizira, pa servisirati moraš, tako ful, se mi zdi tako en del, pa se mi zdi, obstaja kakšen tak način, da se jaz ne rabim toliko ukvarjati z ljudmi v tej zgodbi. Stresa, ne? Ja, saj ne tega tipa stresa, ne? In pol v bistvu jaz prehajam na sredstva. Ne? In zdaj, a veš, recimo za to kot sredstvo, a ne morem jaz, oziroma a lahko jaz zastavim svoje zlato in s tem dvignem kredit? V Sloveniji ne. Oziroma ne poznam, da bi se to No, ampak a se to da kje? dogajalo, ne. No, čakaj, ampak se da to in recimo v Nemčiji je to čisto normalna stvar. Ne? No, se pravi, nikoli, tako kot Bitcoin nikoli nočeš prodati, v bistvu tudi nikoli nočeš zlata prodati, Ja. če imaš to seveda možnost, a ne? Ja. Večinoma v bistvu spet, ko se pogovarjam s strankami, ne, kupujejo zlato ali pa srebro kot zlato rezervo. Ne. To je prvi motiv. Drugi motiv je, če bi rabo, če bi bilo res nujno, ne. Ampak pravijo, če pa nam rabo, bi pa to otrokom dal. Ne, v tem kontekstu. In to se mi zdi v tej piti premoženja ful dobra strategija. Ne. Ker tudi, če smo mi dobili kaj od babic, v glavnem je bilo to v nakitu, ne, Ja. je tudi bila vrednost. Ne. Včasih je bilo zlato veliko bolj cenjeno mogoče kot nakit, kot danes. Ampak jaz mislim, da te časi se bojo vrnili zopet. Ne. Bomo zelo bili pozorni, koliko je težka ta verišča, ali pa Ja. kakšen zlatnik mi je babica zapustila, ali pa kaj imam od zlata. Jaz mislim, da ti časi so še pred nami. No. A veš kaj, mina se zdaj nekje, bi rekel, 1:20, tudi ljudem je pol, se mi zdi malo, a veš, ko gre to čez kakšno uro, pa te na gledu 3 ure life si zarezerviral, ampak a veš, ti rečem tako, ful mi je v bistvu to stekel. Zelo sem v bistvu vesel, da si se odzval vabilu, ker kot vidiš, jaz vabam res različne ljudi, različna podjetja. Hočem, da v bistvu ljudje vidijo, kaj je tle nekako pri nas v bistvu vse že imamo in istočasno se pa jaz hočem od tega naučiti in potem upam, da nam pol vsem skupaj nekako rata dvigam ta nivo pismenosti na nek čist drug nivo. Ne? Tako da, a je mogoče še kakšna misel, ki bi ti hotel zdaj povedati, ali pa nekaj, kar bi želel meni ali pa ljudem mogoče skomunicirati? Mogoče imam še veliko tem, ki bi lahko govorila, ampak to ni. Jaz sem čak človek, jaz imam trening če počasi. Ampak meni se zdaj v bistvu najbolj pomembno to, no, da ne ignoriramo informacij, ne ignoriramo stvari, ki se dogajajo naokrog po svetu, ne, da se izobražujemo in pa da prevzamemo odgovornost za svoje finance. Da ne prelagamo odgovornosti na druge, ampak da sami se zavedamo, da smo sami odgovorni za svojo družino in za svoje finance. In to se mi zdi ful pomembno in verjamem, da če delaš sistematsko, da lahko v svojem življenju veliko narediš in da ne precenjevati, kaj naredimo v enem letu, oziroma ljudje veliko precenjujemo, kaj naredimo v enem letu in podcenjujemo, kaj lahko naredimo v 7 letih ali več. Ne. In to se mi zdi ključno sporočilo in pa da živimo v bistvu življenje čim bolj v ravnovesju, da se imamo fajn in se učimo radi, da smo vedoželjni in to je v bistvu to. No. The best. Kaj nam pa manjka drugega? Super, jaz mislim, da če bi potem ljudem en del, kako pa mogoče to v praksi narediti, da mogoče 1 uro na teden ali pa 15 minut na teden, ker verjetno teh 15 minut, tisti ljudje, ki gledajo že to, ki naj že gledajo, v bistvu verjetno bodo iz tega, upam, nekaj dobili in tudi, če imate kakšne komentarje, prosim, vprašajte nas, tako kot vedno, kakšne vprašanje bom probal odgovoriti in tako, ne. Tako da, kaj sem zdaj hotel povedati? Da si moral vzeti nekaj časa in v bistvu gledati ali videe ali brati knjige na temo financ. Ja. In ljudem se to zdi, kaj je to težko, meni se tudi vedno to zdelo, pa dej, ampak ni rešitelja. Ne bo nihče prišel te rešiti. Rešil se boš sam sebe, ker boš vedel, kaj moraš narediti. In tudi z kakšnimi ljudmi, ki sem se pogovarjal, ti imaš prodajalce produktov ti bodo vedno prodajali
svoj produkt, ker drugega pač nimajo, ne, to je njihovi domeni. Najbolj ga poznajo. Najbolj ga poznajo in logično. Tako da najboljša stvar, ki jo zase nekako narediš, je, da si vzameš ta čas in si napišeš, recimo zdaj novoletne zaobljube, v tem letu bom vsak teden 1 uro na mesec porabil, zato se bom izobraževal v financah in to bo verjetno 12 ur porabljenih zelo produktivno v primerjavi s prejšnjim letom. Mislim, da ja. In ful jaz tudi zelo rad poslušam predvsem starejše ljudi, ne? Ker vseeno imajo oni veliko več življenjskih izkušenj, oni so različna obdobja doživeli, pa se zaradi tega lahko izogneš kakšni napaki, ki so jo oni naredili, pa z veseljem delijo s tabo in dejansko pol nekako si narediš svoj model, svojo strategijo, kako naprej, da boš najboljš v bistvu zvozil te stvari, ne? Ki so pred nami. Ne? The best, to je ful en dobra misel. Glejte nas še naprej, subscribite se, like and subscribe, kot se reče. In v nadaljevanju vam bomo prinesli še takih informacij, koristnih, poučnih in vidimo se naslednjič, tebi se pa izredno zahvaljujem. Hvala ti. Živijo! Hvala, živa!